Dober večer. Hvala vsem, ki ste se odzvali na vabilo, se opogumili, se zamaskirali in prišli na predstavitev knjige Antropologija med štirimi stenami. To je nova knjiga doktorja Dana Podjeda, tegale gospoda na moji levi, z Inštituta za slovensko narodopisje ZRC SAZU. Z njim se bo pogovarjala Vesna Milek, ki je ni treba prav posebej predstavljati. Nadaljavo se bo pa pridružil Janko Petrovec, ki je avtor podobne knjige, ki je med karanteno nastajala v Rimu. To vse troje imamo tule. Povedati pa moram tudi, da je Danova knjiga v Azilu, če seveda še niste v prednaročilu naročili za pičlih 12 €, je tudi naprodaj še v Azilu. To je to, zdaj pa pripuščam mikrofon bolj veščima od sebe. Uživajte. Ja, hvala, Agata. Jaz sem pričakovala, da nama boš dala še dovoljenje, da dava dol maske, ker nama je pa nocoj dovoljeno. A ne še? Samo maske dol. Sem prav slišala? Takole, dober večer. Še enkrat, jaz sem imela pripravljen en lep uvod, da predstavim tega gospoda, ki ima sam sebe za profesionalnega voajerja, ki pod krinko, zdaj lahko rečemo masko znanosti, raziskuje naše navade, naša obnašanja. To je, kot je že povedala Agata, raziskovalec na ZRC SAZU, antropolog doktor Dan Podjed. Zdaj pa nekako sem pričakovala, da bo tako kot zares od blizu. Dan Podjed. Ampak blizu sva toliko, kolikor sva lahko, več pa ne. Ne, bližina ima več pomenov, tako da mislim, da si bomo danes prišli kar blizu. Čeprav moram reči, da tako kot za vas je tudi zame, pa verjetno celo za Dana, ta situacija zelo, zelo nenavadna. Pa bi mogoče za začetek doktorja Podjeda vprašala, si predstavljal, da se bomo zbudili v tak čas? Vprašala sem te že, v kakšen čas misliš, da se bomo zbudili, ko bo konec karantene. Karantena se je končala, nastala je knjiga, neke vrste naturalistična, znanstveno-fantastična, znanstvena TV serija v stilu Netflixa, samo da se bere, tako je napisala ena od Danovih bralk, zvestih bralk na njegovem blogu. Zdaj me pa zanima, si pričakoval takšno surrealistično situacijo? No, včasih se spomnim na tisto nanizanko tudi z Netflixa z naslovom Črno ogledalo, Black Mirror, in če bi jo posneli leta 2018 v tem prostoru, mislim, da bi lahko že kar celo serijo posneli. Je pa nekaj zanimivega in nekaj čudnih, nenavadnih stvari se dogaja, ampak o tej čudnosti bova gotovo govorila še kasneje. Prvič je recimo, da so na odru ljudje brez maske, pa v občinstvu tisti z masko. To pa je res nekaj novega, nenavadnega v tem gledališču, ki ga zdaj ustvarjamo in živimo. Ob tem bi samo pripomnila, da sem jaz leta 2015 vstopila v eno največjih opernih hiš v Tokiu, kjer sem bila priča baletni in operni predstavi SNG Drama Maribor. In tam je bilo res mogoče 1000 ljudi in od tega je bilo 600 oseb v auditoriju z maskami in na odru so igrali Aido in so seveda imeli maske in je bil prav tako surrealističen prizor in si nisem predstavljala, da bomo temu priča danes, ampak da bo omejitev 50, ne 500 ali 1000 ljudi. Tako da očitno je to prišlo z Japonske. Trend. Ko omenjaš Japonce, še pred 2 letoma smo se jim smejali, ko so hodili po Bledu, pa Kitajcem z maskami na obrazu, česa se bojijo, pa zakaj hodijo naokoli taki. Komu se pa smejimo danes? A je sploh treba, da se smejimo? Je to še smešno? Ne vem, to bodo oni, meni je danes smešno, ker nimam maske, zdaj pa boste vi povedali, če lahko. Ne, to je dejansko, tako kot si rekel, ogledalo ali deklina zgodba, ampak mene res zanima, Dan, kaj je bil sprožilec, da nekdo, kot si večkrat rekel, profesionalni voajer, ki je nekako navlečen na to, da opazuje ljudi, raziskuje ljudi, je bil prisiljen, da se zapre med 4 stene,
Zato tudi ta čudovita naslovnica, ne, kjer nas zelo mika odpreti to kljuko. Kaj je bil sprožilec za to, da si se odločil, da začneš pisati o tem? Te je bilo strah? Si čutil? Pa ne, jaz sem bil v bistvu navdušen, tako iskreno povedano, ko so razposlali obvestilo po medijih, da ne ostanemo zaprti med 4 stenami. Sem rekel, končno, tako imel bom mir zapisati, z ženo bova kuhala večerje skupaj, imeli bomo čas z otroki, da preigramo vse tiste namizne igre, ki jih še ni bilo časa preigrati. Skratka, ne bo mi treba potovati, vse službene poti sem odpovedal, najprej za 1 mesec, potem kar že za pol leta, potem za celo leto naprej, kar sem imel napovedanih konferenc. Ko kar naenkrat sem imel občutek ogromno časa. Ampak potem je ta čas začel izginjati, ker sem ugotovil najprej, da ne samo, da bodo otroci doma in da bomo igrali namizne igre, ampak da se bodo tudi šolali na domu, in potem ne samo, da sem bil nek znanstvenik in pisec, ampak sem bil tudi natakar, strežnik, kuhar, seveda vse skupaj z mojo ženo, pomočnik učitelja, in kar naenkrat so se vse te vloge pomešale med sabo in za tisto, kar sem si res želel početi, je seveda kot vedno zmanjkalo časa. In še potem sem si zadal to nalogo, da sproti objavljam te zapise, ki seveda niso bili mišljeni kot knjiga, ampak prav zato sem mogoče edinokrat v življenju užival ob pisanju, ker drugače vedno trpim, tokrat sem pa res užival, ko sem pisal. In mi je zato začelo še bolj zmanjkovati časa, ker najprej, se veš kako je to, najprej narediš en zapis, pa ti vzame, ne vem, uro časa, potem sem vse to sproti prevajal v angleščino, objavljal po omrežjih še v angleškem jeziku in potem... Se pravi, knjigo imamo že pravzaprav tudi v angleščini. Je že izdana v bistvu pod naslovom Indoor Anthropology, izhajala je na LinkedInu, ampak upam, da jo kdaj zapakiramo še v papirnato obliko. Ampak to še ni vse. Potem so pa začeli ljudje odgovarjati nazaj na te zapise in to je tisto bistveno in mogoče najbolj zanimivo, da so v knjigi potem objavljeni tudi ti komentarji na moje komentarje dogajanja, ko so začeli mojo in našo družinsko sliko komentirati in govoriti, mislim, pa človek, tebi se je povsem zmešalo, ko sem objavil recimo, da tuširam steklenice. No, to je bilo eno od prvih vprašanj mojih zamišljenih, ja, zakaj tuširanje steklenic, razkuževanje vsega? Zato sem vprašala, če ti je bilo strah, ne? Ker zdaj lahko nadaljuje v duhovitem slogu in vendar, če hočeva si priti zares blizu, je potrebno še nekaj iskrenosti, ki je v tej knjigi zelo veliko, je priznati, da je en del tega strahu. Vse, kar prineseš domov, bomo razkužili, ker je tako pisalo v nekem članku, mislim, da v Guardianu, in potem sem rekel, mislim, tam pa živejo verjetno, in potem sva začela enostavno razkuževati vse. In časopise v mikrovalovno? Kako? Časopise pa v mikrovalovko. A se sploh slišimo? Časopisov nisva brala, se ni bilo časa za časopise. Edino eno sobotno prilogo sem kupil, ko sva imela midva skupaj en intervju. Sicer pa ni bilo časa, bil je čas samo za otroke, pripravljanje hrane in seveda za razkuževanje. To je vsak dan vzelo, a po vsakič, ko smo šli v trgovino, je vzelo mogoče pol ure časa, ampak se to je malenkost. Mislim, jaz bi še naprej to počel, ker mi je bilo tako v bistvu zanimivo in zabavno odvijati vse te stvari. Potem vidiš še nekaj drugega, ker spotoma opažaš recimo, koliko embalaže nakopičimo ob tem, ko gremo v trgovino. Ker kar se je dalo, sva seveda odvila in vrgla stran in potem recimo domov sem prinesel tak kup hrane, ker sem vedno, kadar sem šel v trgovino na kupu recimo za 300-400 evrov, tako da smo bili res izdatno založeni in potem sva šla v trgovino, vse zložila v banjo in metala tiste odpadke stran in potem bilo take hrane, je bil tak kupček in pijače in tak kup embalaže. In tega se sicer sploh ne zavedamo, ko nosimo tiste manjše kupčke iz trgovine, ker je tudi ponavadi ne razkužujemo. In to so bili taki recimo... Taka spoznanja. Neka spoznanja, neka razsvetljenja, ki brez karantene se sploh ne bi zgodila. Tako da spet to je bilo nekaj, kar me je v bistvu mi je odprlo vrata in nova obzorja, nova okna izza teh 4 sten. Ampak ko me sprašuješ, če me je bilo strah, seveda me je bilo strah. Mislim,
In to je spet povezano mogoče z antropologijo in sicer z delom Purity and Danger od Mary Douglas, torej čisto in nevarno, ker dom je tisto, kjer se človek počuti varno, dom je čist. Vse, kar je bilo pa zunaj, česarkoli sem se dotaknil, se mi je zdelo umazano. In ko sem prišel prvič iz trgovine na 5. dan karantene, takrat tudi začnem. Imamo že 5. A dan. lahko naslednjo sličico? Ker, če še ne veste, ta nova zaveza, Danova nova zaveza se ne začne s prvim dnevom, ne, ko naj bi ustvaril, takrat se je pač verjetno začel ta strah, ampak s 5. dnevom, ko so se določene stvari že akumulirale. Ne. No, to je prvi zapis. Zjezdeci apokalipse. Ja, takrat sem seveda kupil to pivo, ker se mi je zdelo tako, ko sem prišel v neko nakupovalno središče, najbolj primerno in že takrat, ko sem ga kupil, sem začutil to žejo in željo potem, da popijem to pivo, da se razkužim, kot je rekel neki poslanec, od zunaj in od znotraj, da se je treba razkuževati, pa še nadaljeval naprej, da moramo imeti tudi spolne odnose od zadaj, ampak pustimo. A res, to pa sem spregledala. Ja. Sem pa celo dosledno upoštevala nekatere nasvete v tvoji knjigi, ne? Sploh je pa zanimiva analiza toaletnega papira, ki se prav tako dotika te čistosti, s katero sva začela, čeprav to ni bil moj namen. No in tako, ko 9. dan. nakupujem, ne, pač 9. dan grem očitno spet v trgovino, mislim, da potem par dni nisem šel in sem pisal o drugih stvareh, nekaj smo obdelovali vrt, zato zapis sveža zemlja, pa kuhalo. Ampak v čem je fenomen toaletnega papirja, še enkrat? Glej, ko greš po nakupovalnem središču, ko porivaš tisti voziček, ko gledaš samo pred sebe, ko imaš pred sabo tisto najkrajšo pot, po kateri lahko nakupiš stvari, in ko prideš v oddelek z čistili in z toaletnim papirjem, začutiš njegovo čistost. In to je bil tako v tistem ogromnem prostoru, ki se mi zdel nasičen z virusi, nek tak mikrokozmos čistoče in kljub temu, da sem vedel, da ne smem pasti na to finto, sem šel takoj kupiti 2 velika zavoja toaletnega papirja, pa še gumijaste rokavice, pa čistila in vse ostalo in vse to privlekel domov. In potem sem komuniciral tudi z drugimi kolegi antropologi po svetu, recimo z Samvelom Mosesom Ntapantem, ki je sicer doma iz Tanzanije, živi pa na Danskem in je rekel, pri nas je isto, mi kupujemo samo toaletni papir. In celo v Tanzaniji je potrošnja toaletnega papirja izjemno zrasla. No, takrat mi je spotoma omenil še nekaj, ne, da se z koronavirusom ni širila samo ta zamisel, da je treba kupiti toaletni papir, ampak se je širil tudi nek novi rasizem. V Tanzaniji so začeli recimo belce namesto mzungu v Svahiliju, kot so jih malce slabšalno klicali prej, imenovati korona, kajti oni so bili tisti, ki so prinesli virus v njihove kraje. Ne. Tako da pri nas so bili to Italijani najprej. Ja, seveda. In tudi sam, ko sem zagledal nek avto z italijansko registracijo, tam na začetku karantene, ko sem se peljal k tašči v Bežigrad z Viča po otroke, sem zagledal Italijana na cesti in takoj, tako sam pri sebi, ja pa kaj pa je s tem človekom, kaj pravzaprav počne tukaj. In potem smo imeli še te neke mikronacionalizme, v smislu, če so šli Mariborčani na Primorsko in da so tam parkirali, pa Ljubljančani in da so tam zagledali domačine, ljubljansko registracijo. Mamona, ma kaj ti počnejo tukaj? Bili so tudi primeri tekačev, ki so se zgražali na tem, da po stezicah Rožnika hodijo ljudje, ne? Ker on ima pravico, ker pač skrbi za svoje telo in teče, tam so pa hodili ljudje, ki so pač se niso držali razdalje, morda so bili pač družina. Skratka, takrat se je začel tudi še bolj kazati fenomen spletnega linča. Kako si pa na ta fenomen gledal, ker ga nisem toliko zasledila, recimo. A lahko naslednjo sliko, prosim? Dobro. Pa še naslednjo. Aha, tamle, kužne novice, mogoče je še najbolj s tem zapisom povezan spletni linč, ampak ko si omenjala tekače... Kar še traja, ne, ta fenomen še kar traja. Ampak ko si omenila tekače, ne, jaz še zdaj recimo zadržim dih, ko mi pride nek tekač nasproti, ker ga prav vidim, kako izdihava te viruse v mene in pač
Nepovratno. Ja, smo se A pa če tako spremenili. teče, ne, pred mano nikoli ne teče, mislim, jaz ne tečem za njim, ne. Ampak tako, če mi priteče nasproti, jaz se res tekačem se vedno izognem pa kolesarjem. Se mi zdijo tako rahlo nevarni. Ampak greva k kužnim novicam, ker so zelo povezane s tem. Saj tudi nek članek, mislim, odkot izvira ta ideja, iz nekega članka, ki je krožil po internetu, kjer prav prikazuje tekača in za njim se kadijo ti virusi, tako 3 metre za njim se vleče oblak, meglica, v katero pač ne smeš, ne, ker to je tista njegova podaljšana tvornost, s katero lahko vpliva na tebe. Ampak kužne novice, že takoj na začetku pandemije oziroma razglasitve epidemije so se začele širiti novice, kot recimo, da je NATO-va vojska že na italijansko-slovenski meji in to z videoposnetki. In potem so me klicali sorodniki, mi rekli, dajmo se pripraviti. Ljudje so planili v trgovine, ne, in nakupili ogromne količine hrane, češ vojna se bliža. In takih novic je bilo še cel kup. Potem je bil kar naenkrat kriv tudi Bill Gates za celotno to zaroto, ki nas bo potem čipiral s cepivom proti covidu. Pa potem, ne vem po kakšni logiki, se je kar naenkrat to povezalo z omrežjem 5G, torej covid, virus, 5G, Bill Gates, NATO. Doktor Podjed, mogoče pa to je povezano, ne? Jaz pričakujem od znanstvenika, da mogoče tudi vstopi malo v to smer, ne? Torej, Če si gledal dokumentarec zdaj na Netflixu, Social Dilemma, ne? Ja. Kjer pač ti, ki so pomagali soustvarjati Facebook, ne morem niti naštevati, Instagram, kaj že to nekaj izbiraš, Pinterest in tako naprej, so si pač nabrali dovolj denarja, da zdaj lahko nekako brez skrbi vseeno govorijo odprto o tem, ne? In govorijo zelo čudne in zelo strašne stvari, ki niso več teorije zarote, ampak so tukaj. No, samo to bomo drugič v naslednji knjigi Ja, verjetno. pa eno so strašne stvari, eno so pa nore stvari, ne? In pač ljudje so začeli verjeti norim stvarem in meni je to, mislim, antropološko fascinantno. In še bolj fascinantno mi je, ne, da se delimo zdaj ta hip na leve pa desne, pa na rdeče pa bele, zdaj se delimo na tiste, ki verjamejo v maske in tiste, ki ne verjamejo v maske. To je zdaj ta post-korona fenomen. Ja, ampak vedno se začnemo deliti na dva pola in potem prej ali slej zapadeš na eno stran ali pa drugo stran. In pa ti je nerodno z nekom debatirati o tej temi, to je nekaj, kar izpustimo potem na kakih družinskih srečanjih, tako kot se ne pogovarjamo o politiki, ne pogovarjamo se o veri, zdaj se pač ne pogovarjamo več raje za vsak slučaj o maskah, oziroma nasplošno, ali verjamete v COVID ali ne verjamete v COVID. Skratka, gre bolj za vero kot za znanost. Ampak kljub temu si bil objavljen v nekaterih novicah kot človek, ki je pač dal novo luč na teorije zarote in sicer, ko si rekel, da je 6 od 10 najbogatejših ljudi tistih, ki razpolagajo in manipulirajo z našimi podatki. Zato sem prej omenila te teorije zarote, kajti potem so to izjavo razmnoževali in doktor Dan Podjed je postal eden od teoretikov Tisti, ki v zarote. bistvu podpihuje celotno zgodbo. Ne, mislim, seveda ti ljudje živijo od infodemije, to pa je res. Torej tiste novice, ki so bolj šokantne, to, da je NATO-va vojska na mejah, jih seveda ljudje bolj delijo, bolj všečkajo, so bolj zanimive in od tega pa živijo tisti, ki vzdržujejo omrežje in potem se oni v svojih velikih hišah lahko samo hahljajo in zabavajo ob vseh teh zgodbah. To pa drži. Ampak vse to, kar delimo in čemur verjamemo, je voda na njihov mlin. Jaz mislim, da je znanost ta hip res ogrožena. Tako, mislim, ker jih ne verjamemo več, strokovnjakom več ne zaupamo, zdravnikom več ne verjamemo in tudi o tem pišem v enem od zapisov z naslovom Doktor Google. Mogoče premaknemo še eno sliko naprej. Pa še eno. Aha, tule, Doktor Google. Torej, zato, ker ne moremo k zdravniku,
ker težko pridemo do zdravnika, kot se je na ta dan, ko sem napisal ta zapis, zgodilo moji ženi, ki je 62-krat klicala k zdravniku v zdravstveni dom in ker nikogar ni dobila, se je potem odpravila tja in lastnoročno uredila to zadevo, pokazala neki madež, ki se je pojavil že pred nekaj časa na nogi in oteklino in potem so ji predpisali antibiotike, kajti verjetno je šlo za boreliozo. In če ne prideš do zdravnika, kdo ti potem pomaga? Ja, doktor Google seveda, in tam poiščemo vse te informacije, ki jih ne moremo dobiti v živo. Jaz mislim, da Sploh ta je zdaj zelo aktualen, ne? Ker se zdaj zgodbe po spletu kar širijo o podobnih primerih, kot ga je imela tvoja žena, ki se je na srečo očitno srečno končal, ne? Pri enih se pa ne. Tako da očitno so te zgodbe pisane v tistem zaprtem obdobju zelo aktualne tudi v tem času, ker ne vemo, kaj nas čaka. Ne, seveda ne vemo, ampak jaz mislim, da smo pred nekimi novimi izzivi, čeprav ne maram posebej te besede izzivi, raje rečem problemi. Imamo probleme, očitno resne probleme v zdravstvu, v tem, komu verjamemo, komu zaupamo, ampak dajmo iz teh problemov narediti nekaj pozitivnega. Recimo napredek telemedicine. Zakaj ne bi recimo organizirali zdravstva na ta način, da lahko komuniciramo z osebnim zdravnikom po Zoomu ali Skypeu, se to nam je postala neka vsakdanja stvar in mu pokažemo tisti madež, se pogovorimo s to osebo, ker človeku pa še vseeno zaupamo. In mislim, da ne bi bilo bistveno drugače, kot če gremo dejansko na obisk k zdravniku. Oprosti dan, sem se pa pogovarjala s tolikimi zdravniki, da bi pa zdaj bili zelo zgroženi, kar si rekel, ker vendarle tradicionalno zdravstvo je to, da te začuti, pretiplje, pogleda, to je osnova diagnostike, šele potem vse ostalo. To so mi govorili drugi. Če ne moreš poklicati niti zdravnika. Ja, potem je treba to spremeniti. To, po mojem. Ne se strinjam, ampak pač poiskati moramo neke nove rešitve za prihodnost, ker takih situacij, v kakršni smo se znašli zdaj, bo v prihodnosti še veliko. Tudi v preteklosti jih je bilo cel kup. In če ne bomo našli nekih novih rešitev, da prideš do zdravnika, ko ga potrebuješ, ali pa da naročiš hrano, ko jo potrebuješ. Mislim, sistemi za naročanje hrane so se sesuli. To je bilo pol igra hitrih prstov, ko sva se šla z ženo. Tako ob polnoči se je bojda odprl tisto okno, ko si lahko naročil hrano v naslednjih dneh, torej za dostavo na dom, ker Bog ne daj, da bi šli v trgovino, ne, ker si nismo upali, oziroma so nam tudi svetovali, ne hodimo tja, potem jo pač naročiš na dom. In pa si bil 6000 v čakalni vrsti. Ja mislim, zakaj se pa to ne spremeni? Mislim, zakaj moram sploh hoditi v trgovine? Zdaj se sprašujemo o tem, a bodo trgovine odprte ob nedeljah. Zakaj bi bile sploh odprte? Ne mi dostavijo hrano na dom. Tisto, kar potrebujem po možnosti. Ja, ni mi všeč ta vizija sveta, ne, ki nam jo zdaj podajaš sicer, ampak ne, se bomo začeli ljudje deliti na tiste, ki hočejo naročati. Jaz bi šla raje v restauracijo, pa čeprav do 10. Recimo, govorim o tem, da se bomo začeli deliti, ne, očitno, na tiste, ki... Ja, pa nimam nič proti restauracijam, nimam nič proti trgovinam, ne ostanejo. Sam jaz mislim, da ti veliki nakupovalni centri, da niso posebej, da človeka razčlovečijo, tako kupca kot prodajalca. Jaz se z neko prodajalko v katerem koli od teh velikih nakupovalnih središč redko kdaj pogovarjam. Skušam biti prijazen, se nasmehnem, ampak v bistvu kakšne resne debate pa nimava nikoli. Medtem ko sem vedno imel v tisti majhni prodajalni v Celju, kamor sem vedno hodil po tisto špecerijo, ko je mama naročila, pa je vedno še kaj povprašala, kako pa mama, kaj pa ati, a kaj pa boš še ti, pa tole ti damo še zraven. Tako da tega medosebnega odnosa v teh velikih nakupovalnih središčih ni. In meni je v bistvu vse eno, ali mi hrano dostavijo na dom, ali pa jo grem jaz iskat tja. Še bolje pač manj stvari kupim brezveznih, ker vsakič, ko grem tja, pridem z 20 brezveznimi stvarmi domov, ki jih potem sploh ne pojemo, ne porabimo, ogromno tega vržemo stran. No, hvala, da si to delil z nami, ker sem te ravno hotela vprašati, kako to, da nekdo, ki je napisal knjigo Videni, zakaj se vse več razkazujemo in opazujemo in razgaljamo,
zaradi katere smo vsi tisti, ki smo bili v stiku s temi novimi tehnologijami in s temi novimi družbenimi omrežji, začeli malo bolj razmišljati in paziti, kako se razgaljamo in razkazujemo. Se pa zdi, da se pa prav s to knjigo ti ponudil kot neko žrtveno jagnje znanosti ali pa kot en objekt, ki ga lahko opazujemo skozi steklene stene tvojega stanovanja. Ne vem, kako se je počutila tvoja žena, glavna junakinja te knjige, ne? Verjetno ne tako kot od Karla Ovea Knausgarda, Mein Kampf, ki ga je tožila potem, ker je vse natančno opisal, kaj se je dogajalo z njima. Tako da me zanima pa ta fenomen, ne? Da si ti se ponudil kot predmet raziskovanja in opazovanja skozi to knjigo. Torej, zdaj nisem več, hočeš reči, samo profesionalni voajer, ampak še profesionalni ekshibicionist. Raziskovalno je za mene to neko novo področje. Za antropologa je pomembno pač, da greš nekam, opazuješ pojave v družbi, se družiš z ljudmi, ampak vedno si zapisuješ, kaj počnejo, skušaš razumeti njihove navade, načine življenja. Zdaj, ko sem pa obtičal med 4 stenami, mi pa ni ostalo drugega, kot da se razgalim, ampak Janko Petrovec, s katerim sem se pogovarjal po Zoomu pred nekaj dnevi, mi je zelo dobro rekel, ko sem mu rekel, jaz sem se počutil tako kot DJ, veš, ko v bistvu ogreva ves čas publiko oziroma komunicira z njo, ona mu pa pritrjuje, odgovarja. Je rekel, ne, to nisi bil DJ, v bistvu, ker on je imel skoraj enako izkušnjo, ti si bil stand-up komik. Ker bistvo stand-up komika je, da da sebe na plan in na ta način v bistvu nastavi vabo, tako kot si nastavil tebi, in ogledalo hkrati. Ogledalo. Ne, sem mislila res metaforično, ne? Da si s tem, ko si nastavil sebe kot komik. Sem ti nastavil ogledalo. Ja, zdaj ima sploh lepo cev, ja. In potem si mi morala nekaj napisati tudi o sebi, ne? Kot odgovor na vse to, ker ko si mi najprej poslala spremno besedo svojo, sem rekel, Vesna, sej cool tole, ampak ne toliko pisati o meni, daj napiše kaj o sebi. In ljudje, in kar precej med njimi jih je tule v dvorani, so naredili točno to in sem jim res hvaležen za to, ker sem jaz na ta način kot antropolog dobil tiste informacije, ki so mi bile pomembne. Kaj družba počne, kaj počnejo drugi, a sem nor jaz, ali ste nori vi, ali smo nori vsi. Kdo je tu nor? V bistvu smo... Janko Petrovec. Janko Petrovec ja, je Janko Petrovec. Janko Petrovec je norel po svoje na ker ga bomo zdaj vključili, sicer si uničil pač to iluzijo, ker sem mislila, da se bomo zdaj v živo z njim pogovarjali, ne? Ampak dan se je z njim pogovarjal že pred nekaj dnevi. Veste, da je Janko Petrovec kot novinar in poročevalec za RTV Slovenija, hkrati tudi dober igralec, tudi komik in avtor knjige Rim, karantena, ki govori o večnem mestu, ne, v času popolne osame. Prosim. No, mislim, da imata najini knjigi 2 skupni točki, če začnem nekoliko šaljivo, in sicer prva je vaš oče, Miro Podjed, ne, ker sva oba odraščala z njim na odru. Jaz sicer samo kot gledalec, vi pa kot njegov sin, tako da mi je bil ljub ta spomin, recimo vaša knjiga mi je odprla recimo spomin na nekatere predstave vašega očeta, ki sem jih videl v Slovenskem gledališču v Celju, v Slovenskem ljudskem gledališču. Drugi, pa tukaj smo pa mogoče malo bolj resnobni, pa je, da imava tako vi kot jaz, tako si domišljam, poklica, ki od naju zahtevata opazovanje drugih. In ko sva se znašla v karanteni, pa sva začela opazovati sebe. To se mi zdi en tak zelo zanimiv pogled, ne. Ko sem prebral vaš naslov Antropologija med 4 stenami, sem se zbavil, da ne bom dorastel nekemu znanstvenemu pogledu na to, kar se nam je dogajalo, ampak ste bili do takih, kot sem jaz, izjemno ljubeč in pozoren, tako da ste izpisali knjigo, ki je podobno kot moja, dnevniška, ne, se pravi sledi neki dnevni kadenci. Vi ste zabeležili, če se ne motim, nekaj več kot 30 dni slovenske karantene in ste pisali vsak dan.
Jaz sem se pa spopadal praktično z enim 3-mesečnim obdobjem, no, bolj ali manj intenzivne karantene, oziroma jaz jo imenujem omejitev gibanja, ker se je ta izraz karantena pravzaprav šele v dneh potem, ko se je pri nas začelo omejevanje gibanja v Italiji, uveljavil. Skupna točka je seveda tudi v tem, da sva oba začela s pisanjem po spletnih omrežjih, ne. Jaz nekako iz nuje, ker so me ljudje spraševali, kaj se dogaja v Italiji, pa sem potem se mi je zdelo, da je prišlo do nekega trenutka, v katerem po eni strani nisem imel niti energije, ker sem imel preveč intenzivne delovne tedne, da bi pisal in odgovarjal vsakemu posebej, pa sem začel pisati svoje zapise na Facebook, taki, ki so bili recimo nekoliko bolj osebni, zato da bi ljudi v tem pričakovanju, ne, italijanske prihodnosti v Sloveniji nekoliko pomiril. Vi pa ste vzpostavili dialog, ne, se pravi s svojimi sledilci na Facebooku in ostalih spletnih omrežjih. Je pa zanimivo, kako se pri vas potem v teh odzivih prihajajo zraven tudi strokovni pogledi, ne, ker naenkrat na eni strani so neki, bom rekel, laični opazovalci in prijatelji, na drugi strani vstopa noter tudi angleški diskurs, tako domnevam, ne, preko vaših kolegov iz sveta. Tako da se mi je zdelo to zelo zanimivo. Kot ste sami rekli, je razlika nekako v pristopu, ne. Vi ste v svojem pristopu, bom rekel, pisateljskem še vedno človek, ki je vešč esejističnega pisanja, ne, ki je znotraj, bom rekel, nekakšnega strokovnega pristopa, ki pa je hote diskurs znižal zato, da pravzaprav popularizira antropologijo. Jaz sem prepričan, da ste svojo knjigo za antropologijo kar kaj naredili, ne, da ljudje, ki jo berejo, pravzaprav antropologije ne jemljejo več kot neki bav, ampak kot nekaj, kar je pravzaprav nekaj zelo zanimivega, ne, s česar se lahko zelo veliko naučimo v samih sebe. Jaz pa sem, kot sami ugotavljate, nekako v svojem, bom rekel, v tem literarnem jeziku, ki sem ga pač tukaj prvič nekako izpisal, vendarle združil pač vse svoje te neke poklicne izkušnje, ki sem jih imel doslej. Je pa zanimivo, se mi zdi, če se ne ustavljam čisto pri določenih temah, ne, ta potek časa, ne, se mi zdi, da ta čas karantene je imel neko notranjo dinamiko in to se mi zdi zdaj, tudi ko gledam nazaj na preteklo pomlad, čedalje bolj zanimivo, kako smo se spočetka, pa ne vem, če se strinjate z mano, znašli v nekem ihtavem polnjenju praznega časa, ki nam je bil dan, ne, da bi se ga potem naveličali in da bi se ga v tretji fazi, da bi ga navsezadnje sprejeli. Jaz mislim, da vsaj pri nas, no, ko je ta omejitev gibanja, ta karantena trajala vendarle zelo dolgo časa, da v tisti zadnji fazi smo se vsi začeli ukvarjati, kako je pravzaprav nek dar ta čas, ne, ki smo ga imeli med štirimi stenami in ki ga nismo mogli več polniti z nekimi novimi izkušnjami. Vi ste nekoliko mlajši od mene, ampak vendarle v tem smislu se mi zdi, da sva del iste generacije, ki je vzgojena na ta način, da mora svoj čas polniti z vedno novimi izkušnjami, znanjem, stalnim učenjem, stalnim spoznavanjem sveta in tako naprej. Tukaj smo pa kar naenkrat dobili neke dneve, neke tedne, v katerih smo lahko odprli skrinjice, no, ki smo jih napolnili do zdaj, skrinjice spomina, iz njih izpustili, bom rekel, neke izkušnje preteklosti, ki so na ta način pravzaprav vendarle sprožile neke nove zaključke v našem miselnem procesu. Tako da pod črto, pa zdaj sploh ne razmišljam o socialno-gospodarskih posledicah časa, ki smo ga preživeli, se mi zdi, da na popolnoma individualni ravni, brez tega premisleka o negotovosti, ki nas čaka, kaj ne, se mi zdi, da je bil ta čas pravzaprav zelo koristen. Ja, srečno Janko v Rimu. Ja, kako lepo je povedal tudi to, da je imel priložnost biti s tvojim očetom, ne. A vidva se pa nista srečala še v živo? Ne vem, mislim, bila sva sošolca, to sva izvedela potem v pogovoru. A izvedela sta to Ja, ampak ne naknadno? tako prav v istem razredu, ker pa bi se srečala v živo, ampak na Srednji tehniški šoli maršala Tita v Celju sva bila sošolca. On je bil pač
4 leta starejši, torej 3 letnike pred mano je obiskoval isto naravoslovno-matematično smer te šole. Janko pravi, da je bila ta karantena dar, seveda je dar, če vidiš prazno fontano di Trevi, pa Kolosej, ne, pa mislim, videti prazen Rim, kakršne fotografije je on pošiljal, ne, oziroma jih je razpečeval po Facebooku, je verjetno res čarovnija brez primere, pa vendar smo se hkrati vsi med karanteno znašli tam, kjer se mi spet zdi, da nas je nekdo hotel imeti, vsak v svoji celici, s katere nismo imeli, in spet pridemo do tega panoptikuma, ki ga veliko uporabljaš tudi v prvi knjigi, ne? Mislim, v prvi knjigi ni prva Videni, v knjigi Videni. In me zanima, kako si pa ti med karanteno doumel ta nadzor oziroma samonadzor oziroma samocenzuro, kaj se dogaja zdaj tem? Se zdaj sploh ni več skrivnost, mi smo ves čas, ne, pod nadzorom, včasih se je to še tako slišal, veliki brat, zdaj pa to že vse skupaj smešno, ne, zdaj le nas gledajo. No, ampak zdaj, ko si to rekla, si me spomnila, da v bistvu res sem očitno obseden z opazovanjem. Naslov prve knjige, res prve monografije je namreč bil Opazovanje opazovalcev. Tam sem pisal o ornitologih, opazovalcih ptic, ki sem jih sam opazoval, medtem ko so oni gledali ptice, sem jaz zalezoval njih. V knjigi Videni sem pisal o tem, kako nas veliki brat gleda in kako se pred njim razgaljamo. No, zdaj pa razgaljam samega sebe in spotoma še opazujem ptice, tako da se spet vračam na začetek. Smrdo Kavri, ki je ena od junakinj te knjige, ne? Ja. Ampak vseeno me zanima to, odločevalci, ki nas nadzorujejo, da bomo bolj pridni. Kam to vodi, kakšno družbo ti vidiš, ne? No, zdaj v tem času med karanteno smo res na stežaj odprli vrata in okna v svoje domove in to digitalna vrata in okna. Bili smo sicer med 4 stenami, izolirani, ampak smo na vse možne načine komunicirali med sabo. Moj dragi prijatelj Gregor Stamejčič Grizli iz Celja, ki je eno bolj družabnih bitij, kar jih poznam, je celo odprl vsak večer krčmo. Mislim, da ob 8 je imel virtualno krčmo in potem smo se družili po ne vem katerih orodjih že in nazdravljali z vinom, s pivom, s koktejli drug drugemu nadaljavo. Ampak hkrati, ko smo se mi veselili nadaljavo, nas je nekdo lahko seveda gledal, saj ko odpremo taka okna in vrata, nas lahko gleda še marsikdo. Tudi sam recimo sem gledal v domove svojih študentov, jaz še nikoli prej nisem imel take prilike, pa sodelavcev recimo, ki so se razgalili pred mano, mislim, ne razgalili dobesedno, ampak se je pa tudi kdo od sodelavcev razgalil po pomoti, recimo ker pač si je nadel srajco, pa si ni nadel hlač, ne, in potem vstal in šel nekaj iskat, ne, in potem smo videli pač to šaljivo podobo, ne, ker vsi blefiramo v bistvu pred kamerami, tako kot midva. Ti pa še posebej, ne, verjetno, veš, kaj pomeni blef pred kamero. Vem, da si oblečena, pa tudi vem, da nočeš komunicirati po Zoomu, pa Skypeu, da hočeš imeti tako intervjuje v živo, po telefonu recimo, ne, ker je bolj v živo kot po Zoomu, ampak ja, ker se skoncentriraš na človekov glas in energijo, ki je sicer tak čuden pojem, vem za znanstvenike, pa vendar, ne. No, ampak ne pa na to, a je sodelavec oziroma sogovornik skuštran, ali je slečen, ali je pozabila si zapet nedrček, pa je zdaj, ne, mislim, se skoncentriraš samo na vsebino, ne, na glas. No, ampak meni je bilo najbolj zabavno to, kako smo začeli blefirati drug pred drugim. Potem najprej smo pač odprli vrata in okna na stežaj, potem pa smo kar naenkrat nekateri so si vzpostavili neka digitalna ozadja, kar naenkrat, včeraj sem se pogovarjal z eno profesorico iz Melbourna, kar naenkrat se za njo pojavi tako ozadje, neko velemesto in mislim, kje ti stojiš pravzaprav na vrhu nebotičnika, ne, ki si lahko vklopiš, veš, da se ti skrije tvoja kuhinja, potem ko pa dej, a lahko prosim tole ugasneš, ker mi gre na živce, okej, ne ugasne, pa se pa prikaže njena razmetana kuhinja, ne, tako. Jaz sem si pa privlekel nek roll-up, torej tisto pingvin in ga vedno znova raztegnil, na katerem piše Why the world needs anthropologists, ko da imam pri več teh mednarodnih nastopih za sabo tak plakat.
Srajce si nehal likati, zaradi tega, ker sem gotovo, da se itak ne vidi po Zoomu in Skypeu, ali je zlikana ali ni. Tudi brice ti ni treba 3 dni. Preverjeno, pa to so genialni nasveti, to bi lahko pač pod to šifro tudi tako. In pazi to, zdaj pa razkrivam res neko nasveti za svet prihodnosti. Veliko skrivnost, namreč enkrat sem se med sestankom celo tuširal. Torej s slušalkami na glavi, ker se mi je nekam res mudilo in sem moral počakati do konca tistega sestanka, ki se je vlekel in takrat sem se celo vmes tuširal, kamero sem seveda takrat ugasnil, ampak sem se pa vmes še enkrat oglasil z neko repliko in ugasnil seveda ta čas tuš. Tako da to so neke praktične nove rešitve, kako lahko prihranimo čas. Meni se zdi, da si se ti sprijaznil s tem krasnim novim svetom, v katerega smo vstopili. Jaz sem pričakovala, da bo malo več upora, ker te sprašujem o teh nadzornikih, pa seveda mislim na to, kar se dogaja na Kitajskem, ampak nekako ti ne dovoliš in ves čas greš v smer tega. Svet je oder in zdaj, če imamo kamere in zoome, bomo imeli vsak svoj oder. Mislim, da greš bolj v to smer, danes v pogovoru namreč. Tako da mi povej še malo o tem, kaj smo se spremenili, pa glede na ta Shakespeareov citat. Vsak svoja televizija, vsak svoj teater, 24 ur na dan skoraj. Sam sem se vrnil v bistvu nazaj k tistim protoantropologom iz konca 19. stoletja, ki so jim pravili armchair anthropologists, torej foteljski antropologi. Ker jaz sem 2 meseca preležal na kavču in tam delal in spoznaval svet in družbo na ta način. Torej, mogoče se vračamo tudi antropologi nazaj k koreninam. Torej, nekaj časa, rečemo 100-130 let je bilo popularno tako imenovano opazovanje z udeležbo od Bronislava Malinovskega dalje, ko je šel na Trobrijanske otoke in tam raziskoval navade. Zdaj nam sploh ni treba, zdaj lahko ležimo na kavču in spoznavamo družbo, tu in tam objavimo nekaj o sebi, družba se ti itak potem oglasi in se razgalja pred tabo. To je ena taka nova stvar, v kar se spreminjamo. Potem pač postajamo očitno kako bi se temu rekli, homo larfensis, mogoče z masko na obrazu. Gre za nek nov pojav, ki je zanimiv, vznemirljiv, antropološko in hkrati se mi zdi, glej, mogoče je pa to super, pač bomo bolj zdravi, ker si ne bomo kihali v glavo, naučili smo se umivati roke, jaz res iskreno povedano, če lahko gremo par sličic nazaj, mislim, da 3, še malo. Še eno nazaj. No, do 10. dne, ko je tale zapis nastal telesne tehnike med pandemijo, jaz nisem vedel, kako si pravilno umivamo roke. In potem spet je vzela moja žena nekako stvar v roke in nam pokazala, kako se umivajo roke. In nam predstavlja celi družini videoposnetke, ko si kaneš kapljico črne barve in potem si drgneš in dokler niso cele roke črne, ampak samo kapljico črne barve, do takrat niso roke čiste in tako jih je treba umivati. In tudi seveda tako palce je treba ožemati, pa ta palec drugim. In potem so za otroke neke taki nasveti. Tako je profesor Arnež začel učiti kirurga, ki si predtem niso na tak način umivali roke, še pred pandemijo. Pa Ignaz Semmelweis, ki je začel vzgajati tiste, ki so operirali bolnike, naj si vendar prej umijejo roke. Zdaj smo si začeli umivati roke, a ni to neka res lepa sprememba v družbi? Tako leto 2020 je leto čistih rok, ne za vse. Nekateri so si jih zraven tudi umazali. Mogoče je to tudi povezano s kakimi maskami. Ampak zdaj smo zatavala v politiko. Doktor Vladimir Milošević, psihiater, ni v sorodu z dotičnim, je rekel, da je pač ta pandemija pokazala, kako so se določene obsesivno-kompulzivne motnje, ki so bile včasih problematične za ljudi in zaradi katerih so pač prihajali k psihiatru, zdaj postale družbeno izjemno zaželene. Od narcisizma, ki ga obdeluješ v prvi knjigi, do teh kompulzivnih motenj, obsedenost s čistostjo, s čistimi rokami, 10-krat na dan, da je to vse postalo zdaj pač nujno zapovedano, imperativ. Vse bolj smo prekuženi in kar se spotoma dogaja še, je, da se pomikamo od
družbe tveganja, o kateri je pisal recimo Ulrich Beck, k družbi nadzora. Družba tveganja... Končno, da smo pri nadzoru. Končno nekaj takega. Ne? Družba tveganja pomeni, da je tam zunaj svet, ki je nevaren. Sam živim zraven šolskega igrišča in ves čas lahko gledam, kaj se tam dogaja. No, kaj se tam dogaja? Nič se ne dogaja, v tem je problem. Še tistih par mladeničev, ki so neki ubožci, so si en cigaret podajali naokoli, še tiste je prišla pobrati policija. Tam na tem igrišču se ne dogaja nič. Otroci se ne igrajo, predvsem se ne igrajo sami. Zraven so starši, ki jih nadzorujejo, ker se jim lahko kaj zgodi. Gre za ograjeno šolsko igrišče, kjer se jim ne more dejansko zgoditi nič. In ker je tam svet, ki je nevaren, nečist, skratka bolje, da so doma, pred zasloni, igrajo računalniške igre, so vsaj na varnem. Torej, iz družbe tveganja prehajamo v družbo nadzora, v kjer je pisal recimo Foucault, in vse bolj živimo neko distopično različico, pa ne tisto, niti ki jo je opisoval Orwell v 1984, tista je bila taka siva in pusta in grozljiva. Ne, mi živimo vse bolj v krasnem novem svetu, točno tam. Z drogo sreče konstantno, ki prihaja iz zaslonov. Zadeti somo, ves čas srečni, ki z prihaja maskami. do nas prek zaslonov. To je edina razlika, drugače imel pa Huxley vsem prav. Pač zadeti smo in pred zasloni smo vse več. Recimo lani smo preživeli pred zasloni mobilnega telefona 1 uro več kot 5 let prej. Torej, v telefone smo gledali po podatkih iz lanskega leta skoraj 4 ure dnevno. Kaj bo pa zdaj? Ja, čez 5 let bomo gledali pač 5 ur, potem nam bo pa zmanjkalo časa. In večino budnega časa gledamo v zaslone. In naša, ko govoriva, kje smo, za katerimi zidovi smo, v bistvu tu smo, to nas je pa dejansko zazidalo. Tu smo pa obtičali med 4 stenami. Hvala Dan za tole, in to je sem edino čakala. okno v svet, ki ga še imamo, in ta svet, ki smo mu rekli virtualni, postaja bolj realen kot pa fizični svet. Torej, to ni virtualni svet, to je realni svet. In ena od posledic karantene je seveda tudi, mislim, da jo bo pustil tudi na otrocih. Torej, vse več gledajo zaslone in včeraj sem nekje zasledil novico, da so v letošnjem letu se zasedeli še bolj. Že lani je Svetovna zdravstvena organizacija opozarjala, da se otroci ne gibljejo niti tisto 1 uro na dan. Letošnji podatki so še bolj zaskrbljujoči, ker kaj smo počeli doma med karanteno, razen da smo seveda dobro jedli, ker smo si nakupili na začetku obilne zaloge hrane. Šli ste na sprehod. Pa nismo kam, okrog šolskega igrišča. Jaz nisem šel z Viča, jaz se nisem premaknil z Viča, jaz sem bil v radiusu 300 metrov mesec in pol. Zakaj bi šel kamorkoli? Smo pa obdelali vrt, smo potem okupirali še eno parcelo in tam naredili še en vrt, tako da imamo vsekakor hrane več in boljše. Tako da, ko pride naslednja pandemija, smo dobro pripravljeni in založeni. Ampak še tiste 3 mladce, ne, na tistem igrišču pod vašim blokom, ne, še tiste 3 mladce, ki pa so se reveži hoteli rekreirati, ker se mi je verjetno zdelo, da se jim bo zmešalo, ne, še tiste 3 mladce pa doktor Podjed nagnal v Kroksicah, je prišel dol in jih nagnal iz igrišča, češ, da ogrožajo, ne, da ogrožajo zdravje nacije. Prosim, če prebereš zgodbo, Dan. Potem mi boš pa povedala, kaj bi naredila ti. Sploh jih opazila ne bi, ali pa bi jim bila nevoščljiva, že takoj vem. Ne, v bistvu sem skrbel za njih in njihovo zdravje, ker vem, kako utrujen si, če se toliko giblješ. 16. dan karantene. Nadzor v Kroksicah. Tole bo zelo kratek zapis, ker imam čez pol ure sobotno druženje po Skypu ob kozarcu koktejla, ki se mu reče Tom Collins. Kljub stiski s časom pa moram vsaj omeniti današnji konflikt med notranci in zunanci. In kaj se je zgodilo? Skozi kuhinjsko okno, ki je postalo moje, glavno okno v svet, sem dopoldne opazil, da na zaprtem in zaklenjenem šolskem igrišču 3 mladeniči brezskrbno igrajo košarko. Njihova brezbrižnost v času pandemije me je precej pogrela,
nisem pa vedel, kaj naj storim. Liberalni jaz mi je govoril, naj jih pač pustim igrati, saj menda še živimo v svobodni državi, v kateri lahko ljudje mečejo žogo na koš, če želijo. Konzervativni jaz mi je sočasno prišepetaval, da moram pomagati postaviti red in poskrbeti za varnost. Zato naj nemudoma pokličem policijo. Telefon sem že držal v roki in otipkal 113, ikonice za klicanje pa nisem mogel pritisniti. V precepu sem bil še minuto, dve, potem pa sem se odločil za tretjo pot. Ljudski upor. Na hitro sem se oblekel tako, da bi se še sosedov pes ustrašil, če bi me opazil, in si obul svetlo-modre kroksice, da sem bil videti še bolj neprepričljiv med svojim edinim javnim nastopom zunaj varnega doma na ta dan. A bes v meni je očitno zalegel več kot smešna oprava. Hej, fantje, sem zavpil skozi rešetkasto ograjo, prosim, da takoj zapustite igrišče. Dva, ki sta metala na en koš, sta brez besed pobrala žogo, reveža, in splezala čez ograjo ter odšla, tretji pa je še naprej igral in preigraval proti samemu sebi. Prosim, da tudi ti zapustiš igrišče, sem mu zavpil. Oddaleč je nekaj zagodrnjal nazaj in potem pobral žogo ter splezal čez ograjo. Ob tem sem ga kar nekoliko občudoval, saj je res spretno preskočil kovinsko oviro. Nekaj časa sem gledal, ali se bo res napotil domov ali pa bo morda zavil na drugo igrišče. In kaj je pravzaprav nauk te zgodbe? Najprej to, da zaradi svojega dejanja nisem občutil posebnega zadovoljstva, ki me sicer preveva, ko odženem nadležneže, ki pustijo vozilo na našem parkirnem mestu. Fantje so pač samo igrali košarko na lep sončen dan, če odmislimo onesnaženost zraka z delci, ki jih je te dni prineslo iz Sahare. To je že druga zgodba. Morda je nauk še to, da bomo morali v času pandemije ustvariti nove načine sodelovanja in sobivanja in se spomniti njihovih oblik, ki obstajajo že dolgo in so najučinkovitejše. Poleg nadzora, pri katerem nas oblastniki gledajo od zgoraj, in samonadzora, pri katerem se spremljamo in nadzorujemo sami, obstaja namreč še tretja oblika, medzor oziroma lateralni nadzor. In prav ta je lahko najučinkovitejši, ko uveljavljamo navade, prakse, vrednote in norme v skupnosti. A ja, mimo grede, ko sta tista prva dva fanta odhajala mimo mene, me je bilo nekoliko strah, da me bo kateri od njiju udaril. No, bila sta povsem prijazna in sta mirno in tiho odšla. Jaz pa sem se lahko odšel domov petelinit, kako sem v kroksicah odgnal zlikovce, ki se rekreirajo na lep sončen dan. In kaj je najbolj grozno pri vsem skupaj, komentarji, ki sem jih potem dobil, med drugim od nekoga, ki je danes pravnik, in mi je napisal, ker so tudi ti komentarji potem objavljeni v knjigi, anonimno seveda, če bi verjel, da si tole res naredil, pa ti ne, bi ti napisal, da si postal, pazi to, stara tečnoba gnjavatorska. In potem sem jaz napisal, pa sem naredil točno to, vključno s kroksicami. Kaj bi bilo po tvoje prav? To sem hotel zdaj slišati, kak pravni nasvet. Na Švedskem so odprte gostilne in šole, v Srbiji pa imajo policijsko uro. Tole zgoraj pa je naravna reakcija, pustil bi jih pri miru. To je po mojem prav. Ja, ampak pri nas potem izolacija velja za ene, za druge pa ne. Na Švedskem so pravila enaka za vse. Potem pravi on, pravila so vedno enaka za vse, tudi v Tretjem rajhu so bila. In potem že zgroženo. Potem bi si moral obuti usnjene škornje namesto kroksic in verjetno jim ne bi rekel, fantje, prosim, da zapustite igrišče. Tudi oni bi lahko rekli, da ne gredo in igrali naprej. Tako da, kaj bi naredila ti? Ne, jaz sem že povedala, ne, nimam domišljije, jaz bi jih gledala. Tako kot televizijo bi gledala fante, ki... Seveda. Tudi jaz imam nekaj voajerskega v sebi.
In bi si mislila, zakaj ne morem še jaz, ne košarke, vsaj nekaj. A veš, jaz rada tako gledam ljudi, ki športajo ali pa poslušam o tem, kako športajo, ker jaz pač ne vem, kako je, kadar športaš in zelo rada poslušam vem, ljudi. da trpiš, ko to počneš, tako, mislim, Ne. posebej potem naslednji dan trpiš. A če po to športu? počneš. Ja, to je Ne bi katastrofa. vedela. Ne, ampak glej, tam je bilo opozorilo. Igrišče je bilo zaklenjeno, okrog je visoka železna ograja in gor je bil Si list naredil že kdaj kakšen prekršek? v življenju. Ja, Pa kje pa? no. Mislim, kak prekršek. Jaz bi se ustavila na tej točki, kako duhovito, literarno, s samo ironijo, ker ti res ne verjamemo, da si šel tako kot v nekih škornjih dol in na ta način odgnal avtoritativno. Gledam zdaj edina živa priča, mislim, da je nekje v dvorani. Če že No, me že potem ni pa nam pusti zapustila. iluzijo, da te vidimo takšnega, kot si danes, ne Ja. pa kot nekoga namrgodenega, ki je šel, ki je bil, kot bi rekel Slavoj Žižek, ljubosumen na užitek drugega. Vse, kar piše v tej knjigi, je res. To je čista resnica. Razen tisti deli, ki so fikcije, seveda, ampak večina je pa res. Ta je dobra. In ta s kroksicami je res. Mislim, prav naredil sem točno to in se takrat zgrozil v bistvu sam nad sabo. Mislim, To tudi smo da sem začutili. postal nek lokalni redar, karabinjer v kroksicah, ki patruljira po svojem rajonu in naganja mladce z igrišča, kaj takega. Postal sem stari gnjavator, evo, točno to. No, ampak postal si s to knjigo pa tudi podoben Janku Petrovcu, vsaj v tem smislu, da je ta tvoja igralska interpretacija prišla na dan, tako da je tvoj oče gotovo zdajle zelo ponosen, kjerkoli že je. Ne? Ja, hvala. Ja. Se tudi o njem pišem, o očetu. Ja, sej zato sem ga tudi omenila, drugače se ne bi upala In- posegati v... Eden od zapisov je posvečen njemu in najnemu prvemu in edinemu nastopu na profesionalnem odru, namreč na odru Slovenskega ljudskega gledališča v Celju, kjer sva igrala mogoče iskala tudi, kaj, ampak igrala sva v predstavi Oskar in morska deklica. In Ti si bil morska deklica. Ne, jaz sem bil mali Oskar, ti si pa lahko morska deklica. Ne. Oče je bil pa moj dedek v predstavi, to je bilo še posebej zanimivo. Ampak to ni bistveno. Pri tem zapisu sem hotel ponazoriti tudi to, kar vidimo zdaj tu v dvorani. Torej, gledališče v prihodnosti bo drugačno, kot je danes. Celjsko gledališče gre približno 400 ljudi, danes seveda ne. In če je lani nekdo tam zakašljal ali pa kihnil, smo ga mogoče grdo pogledali, danes kaj takega ne more več storiti, ker je to narobe. In kako bomo, ne vem, doživljali koncerte v prihodnosti, a jih bomo prestavili v virtualni prostor, jih bomo gledali samo po zaslonu, bomo uživali v gledališki igri nadaleč, ali bo gledališče sploh še obstajalo, ali lahko preživi. Vedno bo obstajalo gledališče, če naju zdaj poslušajo ljudje z maskami in s tako pozornostjo, nekako vseeno čutim, no, to pozornost, kako ne bi gledali 4 ure predstave po Žigi v ljubljanski drami z masko. Jaz si sicer težko predstavljam, jaz sem še takrat jo gledala, ko je bilo še brez mask, se pravi pred 5 dnevi. Ampak ja, mislim, da nam ne bodo vzeli gledališča, niti ne takšnih pogovorov. Ampak, a lahko samo to še jaz bi rada dodam? zaključila, zato ker nadaljujem počasi, ker mislim, da ne bova do pojutrišnjem. Samo še ena stvar. Prosim. Ko si omenila gledališče prihodnosti, sem se spomnil na knjigo, mislim, da je naslov 11th Station, eden od postapokaliptičnih romanov, ki sem jih v tem času prebral oziroma preposlušal in sem jih kar precej, ker to pa žanr, ki je bil najbolj pisan na kožo v tem času. In piše prav o tem, o gledališču v času, ko skoraj vsi ljudje na svetu umrejo, ker je pandemija še precej hujša in 99,99% tistih, ki zbolijo, pobije. Tisti pa, ki ostanejo, in ta knjiga opisuje neko skupino igralcev in glasbenikov, ki hodijo po tistem opustošenem svetu in igrajo Shakespearea in igrajo simfonije in igrajo pa samo klasike. Torej, tudi občinstvo noče poslušati nekih
modernih performansov. Ne, mislim, če že igrajo, če pride gledališče, ne igrajo simfonije, ne igrajo Shakespearea, ne pa teh nekih novodobnih bedarij. Tako da, Zanimivo. mogoče bo tako gledališče v prihodnosti, da bomo šli, tako kot gremo antropologi korak nazaj in postajamo spet foteljski antropologi, da bomo gledali samo še klasike iz 16. stoletja. Zdaj pa res ne vem, kaj naj še rečem na to, razen če še enkrat postrežeš vsem zbranim z tvojimi predvidevanji sveta, kakršen bo, ne, čez 5 let, ali kako si že napisal, možnosti A, B in C. Plan B, ne od Boštjana Videmška, ampak od Dana Podjeda. Pandemija COVID je bistveno prispevala k temu, da so se po svetu spet utrdile meje med državami, ki so se v 20. stoletju postopno zabrisale. Evropska unija tako leta 2025 ni več, razpadla je 2 leti prej. To je najbolj dolgočasno sem prebrala verzijo. Zdaj pa, kaj pa zares misliš, kaj bo čez 5 let? Mislim, meni je grozno to, kar se je vmes zgodilo med pandemijo, ker se dejansko dogaja ta najbolj beden in grozen scenarij. Torej, Evropska unija je začela pokati po šivih, države si niso pomagale med sabo, ne samo, da sem jaz obtičal na Viču z mojo družino, obtičali smo znotraj občin, države so se zaprle, namesto da bi Avstrija in Italija stopili skupaj in Slovenija in pomagali drug drugemu, so Italijanom pomagali recimo kubanski in ruski in kitajski zdravniki in to se mi je zdelo šokantno, da se vzpostavljajo neke nove povezave, nove koalicije, medtem pa kot tiste, ki naj bi držale kot Evropska unija, so se pa izkazale kot ne najbolj funkcionalne. In skrbi me, da gremo vse bolj v to čemur pravijo v tistem slabšalnem pomenu balkanizacija, torej razpadanje na manjše dele. Mislim, kar upam je, da gremo v pozitivni smeri v balkanizacijo, torej, da bomo ohranili tisto neko pozitivno druženje in vrednote. Recimo, kar se je zelo pozitivnega zgodilo, je, da smo spet vzpostavili neke te lokalne mikroskupnosti, bolj smo se začeli povezovati s sosedi, skupaj obdelovati neke vrtičke, si pomagati in mogoče je to neka nova tribalizacija, ki je lahko v tem svetu, ko smo alone together, kot pravi Sherry Turkle, avtorica istoimenske knjige, je lahko mogoče zelo koristno. Torej, da gremo nazaj k tistim skupnostim do 150 ljudi, toliko je bojda naša kognitivna meja, homo sapiensa, to so velikosti skupnosti, ki jih še lahko držimo v glavi. Vse to, kar imamo in kar smo nakopičili na Facebooku, LinkedInu, Twitterju, Instagramu, gre daleč čez naše kognitivne meje. Tega pač ne moremo več držati v glavi. In mogoče je ta čas pomagal, da smo šli spet nazaj v neke praskupnosti. Zato se pa zdaj posvetiva tem ljudem v živo, da odvržemo maske in gremo ven na Ampak zrak. še prej? Vem, to ves čas želim povedati, ampak lahko pa prosim ti, ker si ti danes gostitelj, namreč obstaja nagradna igra, za katero ste tudi verjetno slišali, najboljša maska. Jaz ne bi pravzaprav v tem sodelovala, v najboljši maski ne, prosim Dan. Ok. Zdaj bi pa prosil, če pretakne mojster tehnike 2 prosojnice ali pa 3 naprej. Tako se je so se končali moji zapisi. Agata Tomažič in jaz sva pripravila izbor najboljših mask, ki so jih ljudje pošiljali po spletu in po omrežjih in tule je 6 finalistov. Keep calm and breathe. 1, 2, 3, 4, 5, 6 so njihove številke. No, med temi 6 sta 2 moja sorodnika, ker se veste, kako v Sloveniji brez nepotizma in klientelizma ne moramo narediti niti neke nagradne igre. In zdaj moramo zbrati 3 maske, 3 najboljše maske od teh 6 in za nagrado bo vsaka od njih dobila knjigo Antropologija med 4 stenami. Tako da jaz sploh ne vem, kak je protokol,
Sej zato sem prepustila besedo. Jaz bi mogoče prepustil... Z aplavzom. Ja, tako, bomo šli mogoče, ker ploskamo, lahko, če boste vpili, se vas ne bo slišali zaradi mask, lahko pa vseeno ploskate. Tako da tisti, ki mu je najbolj všeč prva maska, ampak samo tisti, ki mu je, izberite si skratka 3 med temi, ki se vam zdijo najboljše. Okay? 3 od 6, ki so najboljše, najlepše, najbolj smešne, najbolj zanimive, najbolj cool, najbolj prilagojene času, najbolj izzivalne, po želji. In potem samo pri tisti, ko rečemo številko, zaploskate. Prav? Najprej maska številka 1. Maska številka 2. Maska številka 3. No, tale ne bo šla skozi, to je moja sestra, mimogrede. 3. Ja, res, ampak ne bo šlo skozi. Ja, to je iz Univerzitetnega kliničnega centra v Mariboru. Za njo glasuješ ti. Maska številka 4. No, ta si dejansko zasluži buren aplavz že zato, ker jo je poslala tole sliko gospa, ker gre za masko, ki ni samo maska, ampak ima tudi posebno funkcijo, celo dvojno funkcijo. Prej je bila modrc, potem pa ga je prikrojila tako, da se lahko spremeni v masko in je napisala, da v nekem trenutku, ko ljudje to ugotovijo, pač da nosi modrc na obrazu, se tudi razveselijo in ji to dostikrat pokaže, tako da jim nekako zasijejo iskrice v očeh, ko jo zagledajo. Maska številka 5 in maska številka 6. Jaz mislim, da bodo nagrado dobile enka, ne dvojka, pardon, 2, 4, zdaj pa ne vem, 5 ali 6, to je bil pa približno enak aplavz. Vsi 4. Se mi pa tudi tista s časopisno masko smili, če lahko še enkrat glasujemo. Ne, zdaj moramo zbrati samo med 5 pa 6 še, tako da dajte še enkrat, zberite med tema 2, torej ali 5 ali 6. In 5. To je v nekem slikanu, v nekem muzeju. Torej, aplavz za 5, aplavz za 6, mislim, da je 5 zmagala, moj bratranec iz Anglije, mimogrede. Tako da gre z mednarodno pošto knjiga na pot. Tako da nagradno igro smo izvedli. Kdo je pa preskrbel vino dan? Je tudi to kakšen nepotizem na delu? Ne, za pijačo je poskrbel naš inštitut za slovensko narodopisje, znanstveno-raziskovalnega centra SAZU, postregli pa ga bodo tamle ob izhodu. Predlagam pa seveda, da potem vzamete pijačo, da se premaknemo ven in da se tam nadihamo svežega zraka in da tudi vprašanja, če se strinjate, podamo tam. Samo to bi še povedal, knjiga Antropologija med 4 stenami je danes po znižani ceni na voljo v knjigarni Azil, mislim, da po 15,20 €. Ja, je povedala tudi že Agata, pa tudi jaz sem hotela povedati, tako da sigurno jo bom jaz šla kupiti. Zraven je pa še knjiga Koliko je sicer? 19 €. Tako, vse naše, tvoja je najdražja od teh 3, 20 €. Nimam jaz nič pred tem. Ampak ima pa ogledalo na prvi strani. Zraven pa je še knjiga Videni, tako da sem rekel, da bi imeli en tak komplet lahko, ne? V bistvu ena je Videni, tale opisuje COVID, tako da skupaj je pa komplet Ko-videni. Ko-videni. Ja, za danes tudi ta knjiga po znižani ceni 16 €, torej Videni. Tako da to je bil ta commercial break oziroma oglasni čas, ki sem ga zdaj porabil.
Ja, pravzaprav nimam več kaj dodati, prevzel si mi še voditeljsko vlogo dan, tako da res vsestranski renesančni umetnik, pa še znanstvenik zdraven, res ti hvala in hvala tudi vam, da ste zdržali, ne morem verjeti, tole si pa res zasluži aplavz. Hvala. Bravo.